Trije so najboljši par. Ne. Kinki. 25% nas manjka. Ja, lej, tako to je. Po novem letu praznovanja zahtevajo svoj davek. Takoj vprašanje za vaju, kako sta se imela? Ja, odlično. V redu, hvala, ka vprašaš. A res je bilo tako, super. Kako si se imel? Ja. Ja, v redu, čist. Ja. Mislim, tako, nič posebnega, tako kot je, veš, bilo tam do 20. Ko se je čakalo, da bo to en dan, ko bo pa premaknil vse, oziroma da ta večer mora biti pa zabava leta. Se mi zdi, da starejši, ko si, se te zgodbe nehajo, ampak je bilo tako lepo. Lej, se pa sprašujem, zakaj ni ta sneg mogel biti 2-3 tedne prej, da bi imeli res pravlične praznike. Ampak lej, je Sam kar res. je, ne? Ankoli nisi zadovoljna, kva je To zdaj je to? res, to je res, ja. Šefica, kaj? Seš, For the record, jaz sem imel zelo fino, bilo je dobro in naj bo 2026 v tem smislu, čeprav je bi ga pol že par dni kasneje so šle stvari k vragu in zdaj lahko samo upamo, da bo 2027 boljše. Se vem, da ker vaju ful zanima, po lunarnem koledarju, a to vesta? Ne vesta, ne? Po lunarnem koledarju bo leto 2026 leto, ajde ugibajta. Tišina je bila oglušujoča. Antiša, no, to so tvoje teme. ja, no. Ja, sigurno. Leto ognjenega konja, draga moja gospoda. Ognjenega konja. Čak, jaz sem tako konj je. po kitajskem horoskopu. No, poglej, znak, ki prinaša energijo, strast in pogum. In konj, če si to po kitajskem, to pa simboliziraš moč, gibčnost in svobodo. In takšno bo 2026. Svoboda. Wow. Si pripravljen? Robert Golob že dela zapiske. Ja, nič, ne pa kar predlagam, lej, pojmo v nove zgodbe. Pred nami je častna naloga. Najtežja funkcija v politiki biti predsednik Socialnih demokratov. Upanje umre zadnje, a ne? Človekove pravice, takrat, ko so na škodo drugih, ne morejo biti edino zveličavno pravilo in vrednota. Da je ta kazenska ovadba plod razrednega boja. Nobeden problem. Bomo uredili božičnico. Sej ne rečem, niso čisto vse vaše ideje napačne, ampak veste, učinkoviti pa najbolj niste. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Naredimo temu konec, dovolj je bilo tega. Se pravi, v tednu, ko smo mislili Antiša pa Aljaž, da bo največja drama kolumna premierjeve soproge v Ona Plus in posledično cancel druge kolumnistke, gospe Benedetti, se je na koncu pa teden kar naredil, a ne? Ni tako mal za predebatirati, glavna stvar pa seveda prestop Vatovca v SD in predlagam, da s tem kar začnemo, ne? Jaz sem v LDGD actually za politika leta imenovala Matjaža Hana, evo ga, delal je in pridelal največji prestop tega mandata. Iz vrst Levice se v SD je že preselil Matej Tašner Vatovec, ki je bil vodja poslanske skupine, zdaj v SD so to komentirali ali pa pospremili z besedami izkušen parlamentarec nove generacije, pa Mesi tega poslanskega mandata. Koordinatorica Levice Vrečko je rekla, da je Matej T. Vatovec izdal stranko zaradi svojih osebnih in političnih koristi, Vatovec, da ni šlo za to ali kakšna kupčkanja ali kupčije, ki bi jih sklenil s predsednikom Hanom. Zdaj pa, ajde, kaj po vajnem mnenju, zakaj gre, Antiša? Oziroma, a je kdo od vaju razumel to referenco na Mesija? Jaz moram reči, da je nisem razumel, ne? Jaz tudi ne, sam mislim, da pač je Han tukaj mečken v zaostanku s časom glede fuzbala. Mislim, definitivno Ja, je. zato, ker Messi zdaj igra v Ameriki fuzbal zaradi zelo dobrega denarja, ne? No, pa prinesel Tako da, je če je zmago Inter Miami, tako da ni tako Mislim, slab, pa v reprezentanci bo spet. No, dejno, ti z fuzbala sploh ne spremljaš. Str pa debel je, pa lepo te prosim. Ne, tako da- ne. Ne spremljaš, to ni Ronaldo ali pa Maradona. Model je kar v kondiciji in dober je. Jaz pa razumem to, mislim, sigurno je bil eden vidnejših poslancev, elokventen, mlad, 10 let, se pravi izkušen, tako da lahko razumem, da je eden boljših med 90-terico.
Ampak Messi je pa najboljši. A bil to v pa svojem ne, to pa obdobju. nikoli, to je bil pa Ronaldo, prosti. No, čakaj, No, ravno no, kar no. si je rekla, da je bil Ronaldo za nič. Kaj je zdaj to, da je debel? No, skratka, zakaj gre? To je bilo nedvomno precejšnje presenečenje, ne? Presenečenje, ki ga ni pričakoval nihče. Glede na to, da se je pojavilo 3 mesece pred, niti ne 3 mesece pred volitvami, se mi zdi, da se je res težko izogniti vtisu, da gre za preračunljivo dejanje. Zdaj, a gre za izdajo, to je, moram reči, da je to zelo emocionalna kategorija, ko govorimo o politiki, ne. In jaz tudi razumem, da je bila Asta Vrečko čustvena pri komentarju Taše Vatovčevega pristopa. Težko se, kot sem rekel, težko se izognemo temu, da gre za preračunljivo oziroma da gre za prestop, ki je v funkciji večje možnosti izvoljivosti, ki je v funkciji ne nazadnje priskrbeti si službo še za 4 leta, če zelo banaliziram, ampak pač časi so taki, da treba stvari povedati naravnost, ne. Tako da to ni nekaj, na kar bo Matej Tašner Vatovec v svoji politični biografiji lahko ponosen. Jaz ne dvomim, da bo on to upravičil s tistim, čemur jaz ponavadi rečem klicem zgodovine, ne. To delajo vsi. To je praviloma se neke osebne odločitve zamaskirajo oziroma zapakirajo v neke zunanje dejavnike, ki močno vplivajo in se pač posameznik postavi v središče teh dejavnikov in tako naprej, ne. Bi pa opozoril, da to ni prvič, da smo priča enemu takemu prestopu, ne. Mi smo v preteklosti, zadnjih recimo 30 letih, bili priča tudi bistveno bolj usodnim prestopom, ker ta v resnici ni usoden, ne. Pač gre in igra za drugo ekipo, ne. Mi smo bili recimo pred, mislim, leta 97, v začetku leta 97 smo bili priča, ko je bil popolna pad pozicija v državnem zboru, kdo bo oblikoval vlado. Takrat se je odločil takratni poslanec slovenskih krščanskih demokratov Ciril Pucko in je prestopil na stran, bom rekel, Janeza Drnovška, ki je potem lahko oblikoval vlado, bil je ta znameniti 46. glas. Nekaj let zatem je podobno storila Polonca Dobrajec, ki je omogočila izvolitev Bajukove vlade, kratkotrajne vlade Andreja Bajuka. Mislim, da je takrat sledila tudi Ida Okretič Salmič, mislim, da sem ime in priimek povedal prav, ki je bila poslanka Desusa. Aljaž, popravi me, če se motim. Zelo dobro ti gre. Ja, tako da to ni prvič, ampak kot rečeno, ne, ta dva sta bila, torej, oziroma 3 prestopi so bili bistveno bolj usodni, ni prava beseda, no. So bili pa prelomni, zaradi tega, ker so nekaj omogočili, ne. Tukaj se v resnici ne omogoča ali onemogoča nič, ne. Razen da pač se brojno stanje ene ekipe majčkeno poboljša in brojno stanje druge ekipe majčkeno poslabša, kar je predvsem velik problem za Levico, ne. Levica bo, danes imajo 3 poslance, ne, in tukaj bo morala Asta Vrečko, tukaj bo moral Luka Mesec in tudi, a veste, nenazadnje, tukaj bi moral Matej Tašner Vatovec tudi sam povedati, ne, kaj je šlo v stranki narobe, da jim ljudje odhajajo. Najprej Kordiš, potem tudi on sam, ne, ki je bil ipak, ne, v samem vrhu stranke, tako da to bo še predmet verjetno lahko kakšne analize, ne. Levica ima 3 po novem, pa SD 9 po novem. Aljaž, izvoli. Ja, mislim, mislim, da mi kle zdaj blazno iščemo, veš, nek grand master plan in ne vem kaj, ne. Ampak, kot je rekel priljubljeni izmišljeni detektiv, ne, potem, ko eliminiraš vse ostalo, je to, kar ti ostane, ne glede na to, kako nemogoče zgleda, pač resnica, ne. Ker kle ni neke hude motivacije, kle ni šlo za ideološki spor med
kot je šlo med Miho Kordišem in Luko Mescem. Tukaj na končni fazi prideš dejansko do tega, to, kar je Antiša rekel, ali gre za preračunljivost, da je pri SD-ju mogoče več šans za službo, kot jo je pri Levici, ali gre pa pač za užaljenost, to, kar se je tudi insinuiralo, da pač Tašner Vatovec ali pač nekateri so to pisali njegova žena, nista dobila nekega recognition'a v smislu bolj prestižnih okrajev pri delitvi mandatov, zapravo pri evidentiranju kandidatur za okraje. Ker je oboje, če je karkoli od tega res, je zelo pedestrian, z lepo slovensko besedo, predvsem zato, ker Nataša, ko smo se o četu pogovarjali, Tašner Vatovec bo kandidiral v Kopru, Meira Hot bo kandidirala zdaj v Piranu, se pravi, oba bosta kandidirala v primorski volilni enoti in nazadnje je SD tam dobila samo enega. Zdaj oni kaj mislijo, da se jim bojo podvojili glasovi tam, zato ker so dobili še enega kandidata. Jaz ne vem, če so oni, tudi SD, če je to dovolj do konca preračunala. Meni se zdi, da ima Antiša prav, ko je rekel, da so bili prestopi prej dosti bolj usodni. Mislim, da je to kar prava beseda. Tukaj zdaj je pa tako, veš, Matjaž Han me v bistvu malo spominja na une tipe, ki v pelih kombijih okoli šol hodijo, pa vabijo majhne otroke z majhne naivne otroke z bombončki vabijo k sebi, ker bo kle boljš. Asta Vrečka po drugi strani se gre pa, ne vem, se pravi s Pikachu, in je pač samo, čeprav jo razumem, to njeno ogorčenost, je pa vendarle se mi zdi v politiki eno pravilo, da pač, kako že, never let them see you bleed, ker tudi če je utemeljena v tem svojem srdu, bo zdaj ves ta seksistični slovenski politični prostor rekel, gledajo, kako je histerična. Žali Bog, so pač kriteriji tukaj nepravično porazdeljeni in to bo treba upoštevati. Mislim, histerična ni bila nič. Ne me narobe razumeti, ni bila, ampak interpretacija bo došla... Neške, v redu, ja. Aljaž, bojiš se Neške. Ne, po mojem ni bila nič. Dobili so zjutraj mail in glede na njune odzive v stranki bi kar rekla, da so res bili presenečeni, da tega niso pričakovali. Se pravi, da je MTV zelo podmuklo vse to skupaj speljal. Ona je pač rekla, da je točno to, Antiša, kar si ti pol nadaljeval, da se je težko izogniti temu, da ni šel zaradi osebnih in političnih koristi, ker prestopi 2 meseca pred volitvami so zares enako nič, razen da se številke malo spremenijo. Še eno sejo imajo v januarju, pol pa kampanja in dopust v narekovaju. Bi si pa želela biti v sobi z ministrico Vrečko, ki je dobila to sporočilo, dragi moji, odhajam od Vatovca. A se spomnite tiste legendarne od Bavčarja, ki so šli jugoslovanski vojaki iz Slovenije? Ja. Zelo mehna, ki je rekel, jaz se opravičujem za profanost, ampak takrat naj bi rekel, pizda pa kako so mogli. Ne, to pa ne. A ni to? Ne. Bilo pa, ko so šli iz kasarne na vrh in Janša ga je poklical in bo povedal, da so šli tanki ven iz Vrhnike in je še malce span Bavčar rekel, pa pizda, kako so mogli. Tako vrste izjavo si predstavljam, da je Vrečko, ki je prebrala zjutraj mail, Po moje rekla pa, da ne je, pa ta res. No, sej to, evo. Pa se v tem se, mislim, 2 dni se je prej, en dan se je prej o tem pisal. Mislim, čist presenečen, razumem, da je bil šok. In še enkrat, for the record, njen srd je upravičen. Ja, se vem. Se vem, ampak ni se, a veš, ko je šel, nič ti ne podstikam, ko je šel Kordiš ven, smo vedeli nekako, je bilo vprašanje časa. Pri Vatovcu tega nismo imeli. To, da je kolegica Roglič na N1 pisala, nekaj se govori, pa sliši, pa je pač so 1-3 ljudi omenjali, še ne pomeni, da se je. No, kdo od vaju je to pričakoval? Ne, mislim, jaz nisem. Seveda, jaz nisem predsednik Levice. Zelo redki so to pričakovali, tako da je kar meni se zelo pomenljiva zdi tišina od meseca,
ker zaenkrat. Lisa, hotel reči, a je kdo mesto slišal? Ne, jaz ga nisem zasledila nikjer. A lahko kle pristavim svoj Daj. lonček, ker smo že pri nepravičnih kriterijih. Ne? Kle se oblikuje vtis, da je sokoordinatorstvo Levice razdeljeno tako, da mora Asta Vrečko delati ta grde stvari, Luka Mesec pa afna po Instagramu, pa TikToku. Pa, tako, jaz imam tako vtis, imam zdaj klele. Ne? Tako da ta del recimo ni fair. Ne vem, zakaj je on tako tih, mogoče se bo še oglasil. No. Bi pa rekla, da je to videti, zdaj kakšen masterplan je, se bomo lahko pogovarjali po 22. marcu, ko bodo volitve, pa ko bomo videli, koliko bo kakšna stranka dobila, pa kaj se jim je splačalo. Ne. Bi pa rekla, da je sploh na prvo žogo ta prestop pri SD pokazal pri splošni javnosti, ne analitikih, da so zanimivi za top talente. To se mi zdi, da je Matej Tašner Vatovec vsem, da so oslabili Levico kot konkurenco, da se z njimi ne razumejo, je jasno, ker jim Levica pač jemlje to, kar je prej bilo njihovo. Da so privabili top kader, ki so mu jasne zadeve, ki ima izkušnje, ki je dober v medijih, da so se spet dali mal v medije in kot neke vrste, ne vem, zmagovalci, kar je lahko signal potencialnim volivcem, pa tudi, da se mogoče pomiri mal levo krilo v stranki, ki ji očita, da so, ne vem, preveč sredinski in tako dalje. Ne. Zdaj zanga pa absolutno se mi zdi večja verjetnost vsem glede na trenutne javnomnenjske raziskave, da pride v parlament kot kandidat SD-ja, ker ima, SD širšo bazo kot Levica, pa zdaj zakaj 2 meseca prej pogajalska pozicija se mi vsem zdi pol boljša za njega kot prestopnika, kot če bi, ne vem, po enem letu šel. Pač te revolucionarji so do 30. ali koliko se reče, do 30. pol pa tam pri 40-50 se pa vse skupaj malo bolj umiri in se pridružuje bolj nekim tradicionalnim strankam. Ali mislite, da se motim? Veš kaj, jaz bom tukaj citiral Napoleona, ne, oziroma citat, ki mu ga pripisujejo. Ne, svako voli izdaju, ali niko ne voli izdajnika. In jaz mislim, da bo Matej Tašner Vatovec to izkusil na lastni koži. Je pa res, da se po čarši govori, da naj bi mu bilo pa obljubljeno veleposlaniško mesto. Zdaj pa. To je Sarajevo, ki je Jevšek njihov, mislim, da ima predsednica težave, da bi podpisala njegovo imenovanje. Poljska je odprta pa Ramala. Mislim, da je on že Jevšek je izstopil iz igre. Veš, on je celo izstopil iz igre, skratka, tisti je očitno mogoče nekaj, kar je bilo, ker določena imenovanja so politična, določena strokovna, ne. Je mogoče nekaj, s čimer se baranta, ampak saj to bomo v naslednjih mesecih zelo kmalu videli. Se mi pa še nekaj zdi, da ni vedela za ta prestop vodja poslanske SD, za kar se je sicer Han opravičil na tiskovki, ne, kar pomeni, da ni v ožjem zaupnem krogu, da ji ne zaupa. Pazi, ona je vodja poslanske na njeno kraj oziroma tako je. Regijo so ga kandidirali, ga bojo. Podpredsednica stranke je tudi ona, se mi zdi, ne. Tako ena vidnejših članic in kaj pa ve, mene bi skrbeli, če bi bila ona. Načrti Hanove ekipe z njo vnaprej. Mene bi skrbeli, če bi bil Matjaž Han. Jaz mislim, da je ona premočna in preveč prisotna, da ne glede na morebitne nesimpatije in tako naprej, če obstajajo, ne vem. Jaz mislim, da je ona premočna karta, da bi jo lahko kar postavili ob stran. Ne glede na vse. Pa so jo, ne? Ni niti vedela za prestop in tja so ji, kar je prej razlagal Aljaž, da zna biti potencialen problem. Jaz govorim o tem, ali to ne prejudicira, po mojem, tega, kako bo kdo vršen na kandidatnih listah. To sem hotel reči. Ja, sam če je pa ona faktor, a veš, dol v stranki, ne, kukor jaz prav razumem. Že pozivajo, da naj bi odstopila. Mislim, jo pozivajo, da naj odstopi, ne? Ne? A veš, je ne, tako, da je ona pač one woman voting machine tam, ne? A veš, potem vprašanje, kdo koga rab na Primorskem, ali rab ona SD, ali SD rabi njo, ne?
Tako da ne vem, jaz, če bi bil na mestu Matjaža Hana, bi bil mogoče vendarle malo tudi zasekiran, kako bo ona v prihajajočih dneh in tednih reagirala. Ne? Skratka, če vaju prav razumem, ta prestop se vama zdi slaba poteza spodobna ali pa boljša poteza za Vatovca, kot za to, kar je doletelo Levico in za SD. Ne vidita plusov za SD. Absolutna poraženka je Levica, mislim pa, da beneficiary Ja. je Vatovec, zmagovalka pa je SD. Vatovec bo tega po mojem nekaj imel. Ne? SD pa lahko, se pravi, v dveh volilnih okrajih na Obali kandidira z dvema res močnima poslanskima kandidatoma. Aljaž, ti pa mislim, da, če sem te prav razumela, pa nisi čist prepričan, da je SD pridobila. Ne, jaz mislim tukaj, da je samo Levica pač kratkoročno izgubila, morda tudi dolgoročno, odvisno kako bo zdaj reagirali, kakšna bo protipoteza. Mislim pa, da nekega resnega pač, efekta tukaj pa ni, da zmagovalca pa ni, no. Zgolj poraženka ali poraženci, odvisno. Ja, drugače je pa predsednica, zdaj pa to je uradno, datum volitev je torej 22. marec, to bodo 10. parlamentarne volitve po vrsti. Predsednica je rekla, da si želi, da bodo volitve potekale pošteno, da bo pozorna na dezinformacije, manipulacije tudi iz tujine. Kampanja se začenja. Ali menita, da bo poštena? Definiraj poštena. Oksimoron, vem. Ja. In zakaj ne? In zakaj ne, sem pozabila dodati. Ja. Pa se kampanja že traja kar let. Mislim, tako, če recimo en vidik kampanje recimo predstavljajo jumboti, kampanja traja že po mojem leto, če ne več. No. Tako, zdaj je tudi Gibanje Svoboda je šla v kampanjo, se pravi v plakatno akcijo, ne. Pričemer ne vem čisto dobro, kdo je to svetoval, ker jaz najprej, ko sem videl ta plakat, nisem vedel, ali je to SDS-ov plakat. Ali je to... kakšen pa je, ne vem, če sem ga videla. Barvna shema je modro-rumena. Modro-rumena, pa tipografija mene strašansko spominja na SDS-ove plakate. Tako kot me je celostna grafična podoba sprva od Gibanja Svoboda spominjala na alpsko mleko, verjetno nisem bil edini, ta kombinacija bele in modre. Me zdaj, jaz torej priznam, ko sem videl to, mi ni šlo skupaj, ker je vse kričalo SDS, razen podatka, ki je bil tam na tistem grafu izpostavljen. Mogoče je bil pa to cilj. Za višino neto plače. Mogoče je bilo pa to cilj, točno to, da bodo SDS-ovi mislili, da SDS hvali GS. Ja. No, ampak se pravi, če zaključam oziroma nadaljujem, kampanja po kriteriju prisotnosti jumbo plakatov že nekaj časa traja. Tako da zdaj smo oziroma bomo priča samo finalu. In to verjetno tudi, tukaj me bo pa Aljaž verjetno s kakšnim mnenjem asistiral, to verjetno kliče tudi po prenovitvi volilne zakonodaje v smislu, kaj je v katerem obdobju dovoljeno. Nekoč je veljalo, da je to vrstno oglaševanje dovoljeno en mesec pred volitvami, zdaj, kot smo priča, to traja že kar nekaj mesecev, leto in več, tako da nek napor bo verjetno treba vložiti tudi v to. Ja, vlagali bomo napore, ne? Se napori so bili, ne, Aljaž, vloženi v te stvari, pa se kar ne spremeni. Tudi tisti, ki so samo citati od Štrancarja, ne, je, kakor more pisati, kdo je plačnik oglasa, ne. To jaz še vedno ne. Ja, tisti ACQ neki gorde, kao neka brezvezna firma na Dunaju, pa ne vem kva. Glej, pač že zumne omejitve, ki so brezvezne, nadzora ni nobenega, ne. Pol tudi takrat, ko se zgodijo, kakšne kršitve so zgolj opomini, ne. Zdaj smo imeli kaj na ta prvem referendumu lanskem o Svetlani Makarovič, ne, ki je SDS pošiljala SMS-e svojim volivcem, pejte na volitve, ne, v času, ko je glasovanje potekalo, so dobili opomin, razumeš, stvar, ki jo
pa to ni njihov prvi okršaj z SMS-i v času volilnega molka in tako dalje. Skratka, nikoli se nikomor nič ne zgodi, ne, in zato je odgovor razumem, da je bilo vprašanje retorično, ne, če bo kampanja poštena, ne. Ampak ne, seveda ne bo, ne, in to bo tudi del moje bizarke. Teren za to se seveda že pripravlja. Če bi šle stvari slučajno tako, kot si jih ljubljeni vodja ne želi, se pripravljajo narativi za ukradene volitve, za omejevanje udeležbe in čist, ne, ta maga playbook, totalno, tako da to bo prljavo do konca. Mislim celo, da je eno najbolj prljavih, če ne, da bomo spet dosegali nova dna. Je pa valjda 22. marec je bilo tudi dosti logična odločitev, ker kaj je en teden kasneje, kaj je vedno konec marca v Sloveniji? Planica, ne? Ne moreš, kaj je skakalni vikend v Planici. Pa tudi, evo, lej, še ta podatek, a vem, da je totalno uporaben in da vse zanima. Glih 20. marca se konča prva runda retrogradnega Merkurja. Tja, zdaj, komu bo to koristilo, ne? Vas vprašam. Sej to, ja. Tudi, evo, pred kampanjo, to recimo, da čisto uradno, ko bo sicer en mesec prej, ampak zdaj, ko grejo v tisto zadnjo prestavo, na seji sveta stranke Demokrati so sprejeli sklep o dopolnitvi imena stranke in zdaj imajo malo daljšo verzijo, pa nadgradili so zapisali tudi celostno grafično podobo. Skratka, stranka bo šla marca ne kot Demokrati naprej, ampak Demokrati pika Anžeta Logarja. Tega spika jaz ne štekam najbolj, ampak verjetno ravno zato, da se bomo spraševali. Aljaž, tebe je to vznemirala, ni? Ta sprememba imena? Imaš mnenja, ne? Spat ne moram. Sej to, ja, mislim, zdaj, po eni strani štekam, ne, ker v dobi, ko so stranke personalizirane, ne pozabimo, da je bila ena od verzij preroda, tudi prerod Vladimira Prebiliča in njihov YouTube account ima še vedno to ime, ne? PVP, je pač to nekako logično. Ne? Poleg tega, pač poznavalci se spomnimo mogoče še Eve Irgl, ne? Kot vodilne članice Demokratov, pa se pa počasi že neha. Ne? Pa načeloma jih je baje 200, da so stranke osnovne. Tako da, ja, seveda, ne? Je logično, po drugi strani pa kaže to vendarle tudi nek nivo, ne bom zdaj rekel obupa, ne? Ampak soočanje z realnostjo, da samo s tem, da ti rečeš, obstaja stranka, ki se ji reče, ne vem, neki in ki se ima za izbiro, za tretjo pot med Golobom in Janšo, to očitno ni dovolj. Ne? Očitno bo pač ime vleklo, zdaj ali bo vleklo ime Anžeta Logarja, ali bo vleklo dovolj, bomo videli. Razumem pozitivno stran, je pa seveda tudi negativno v to toliko, ne, da če bo Logar zdaj, oziroma če bodo Demokrati začeli ogrožati SDS dejansko v smislu najedanja njihove volilne baze, se lahko seveda zdaj SDS loti Anžeta Logarja osebno. Ne? In on potem stranke stoji ali pade z njim dobesedno. Antiša, jezikoslovec ali lektor v tebi, je srce verjetno zaigralo, ko si videl Demokrati pika Anžeta Logarja. Ja, ta pika, mislim. Sej jaz to prav vidim, ne? Ni to napaka. To nad temi pikami dramatičnimi sem odzmeraj navdušen. Tako da tukaj pa še nobenega pravega smisla nima, razen če morda blagovna znamka stranke bila registrirana kot Demokrati pika, ne. To je edino dopuščam, zakaj so tja noter urinali, ne. Sicer pa ne razumem, absolutno ne razumem, kaj jih je vodilo k temu, da v bistvu to ni stavek, ne, ampak v neko frazo, noter ločilo vržejo. Popolnoma nejasno. Ker pazi, naslovki spletne strani imajo tudi Demokrati pika in nadaljevanje z malo, imamo program za uspešno Slovenijo. Tako da ta pika dramatičarka... Ne, jaz mislim, da je Demokrati pika, ne, in to me zdaj to ravno, kar si povedala, me v tem utrjuje, da je to pač blagovna znamka. Demokrati pika. Možno. Tako da, veste, lahko pa, da se bomo navadili, kot smo se navadili na iPhone, ne, ko je I z malo, pa je P pol z veliko, ali pa EasyJet, mislim, da ima tudi podobno, Easy z malo, pa potem Jet z veliko, kar je tudi skregano z vsemi slovničnimi pravili, ampak smo nekako to prevzeli. Ne. Tako da Demokrati pika Anžeta Logarja bo morda nekoč postalo nekaj, česar bomo vajeni.
Dajmo času čas. A veš, ta ena od teh modrosti je, dajmo času čas. Najprej bodo morali priti skozi parlamentarni prag, da jim bomo lahko dali čas in čas. Ti si skeptičen Tako, do ja. njega že od predsedniških volitev dalje, kaj je rekel, da se začenja nekaj novega. Ti nekako ne verjameš, da bi uspel priti čez parlamentarni prag, še kar. Ne, Nataša, to pa govorim Aljaž. Aljažu. Že, ampak jaz bi pa mogoče tukaj neko paralelo potegnil. Okej. Ker arhivi LDGD-ja bodo vedeli povedati, da tudi sam sem kar precej skeptičen do Anžeta Logarja in njegovega delovanja, ampak če pa zdaj primerjamo pot, ki jo je on ubral, in jo primerjamo z Matejem Tašnerjem Vatovcem, je pa to, kar je naredil Anže Logar, zgled neke politične kulture. Ok, en goreč SDS bo tudi rekel, da je izdal in tako naprej. Ampak on je šel to neko svojo in seveda bojo rekli, pa bi moral vrniti mandat, pa tako naprej. Vsem tem se lahko pogovarjamo. Ampak da je on napovedal svojo pot, se pravi kaj, 3 leta pred volitvami. Ali koliko, Ja, ne vem 22 so koliko, bile predsedniške, malo kasneje pa pol. Ja, tako. in prevzel tudi tveganje iz tega naslova, tveganje konflikta in pogroma strani partijskih medijev in, kot se reče, kleti in tako Ki ga naprej. ni bilo malo. Ja, seveda, to pa je nekaj, kar zdaj v retrospektivi, ko gledamo in primerjamo s tem, čemu smo mi pa pričali v tem tednu, je pa tisto skoraj zgledno dejanje. In tudi nekaj povsem drugega od tega, kar smo priča z Vladimirjem Prebiličem. Ampak, ti si skeptičen, če sem te prav razumela, v smislu, koliko je on odmik od tega, kar je bil pod SDS in Janezom Janšo, ampak mislim, da Aljaž tebe pa, da ne dvomiš, mislim, da pa si bolj dvomil v to, da je sposoben priti s svojo stranko čez parlamentarni prag. V trenutni situaciji on ima potencial priti čez parlamentarni prag, ne vem pa, kakšno potencial igrati kakršnokoli kingmakersko vlogo. Ta del, ker on je imel neke ideje o ne vem kaj, 15-20 poslancih, pa ne vem kaj. Mislim, tega filma mislim, da ne bomo videli. Mislim, da je z zatonom Vladimirja Prebiliča ima on več šans, da pride čez, kot jih je imel morda septembra. Se pa strinjam s tem, kar je Antiša rekel. Če greš, in če smo že, ti si začela, Nataša Klemenc, zapisati, da je bil Vatovčev prestop tega mandata. Ne, mislim, da je bil Logarjev prestop tega mandata. Logar je šel na svoje, se razumemo. Se razumem, ampak to, kar je Logar naredil, je dosti bolj monumentalno. Prvič zato, ker je zapustil stranko, ki je, in drugič zato, ker če mu uspe, bo to signal drugim potencialno nezadovoljnim članom SDS, da življenje onkraj obstaja. To je pa lahko tektonski premik. Res je, samo tole pa bomo vedeli šele pol čez kakšno leto. Pa najprej mora priti kam, pa se staviti, pa biti del vlade, pa tako dalje. Ali pa tudi ne, tudi v opoziciji verjetno lahko gradi kaj in kako. Prav pol pa, če smo tlele piko postavili, dramatičarka, bi mogoče v obtok dala sam še to, po tistem, ko smo 1 leto čakali na razna imenovanja, pa niso šla čez, bodisi čez skupine vladne, bodisi čez parlamentarno sito, na ponovljen razpis predsednice republike Nataše Pirc Musar za predsednika KPK je prispelo 5 prijav. Da je oddala prijavo, je potrdila tudi direktorica PIC Katarina Bervar Strnad, ki naj bi jo predsednica videla na tem mestu, torej mestu, ki jo je videla v bistvu na mestu varuhinje človekovih pravic, pa tam rabi 60 glasov in ni šlo čez. Za KPK je pa v bistvu in predsednik oziroma predsednica ter funkcije namestnikov so edini funkcionarji, ki jih predsednica republike imenuje sama.
in novega predsednika mora do 25. februarja, tako da bomo videli, kdo od peterice ima njeno zaupanje. Je pa za guvernerja Banke Slovenije predlagan zdaj Primož Dolenc, za varuhinjo človekovih pravic Simona Drenik Bavdek in za ustavne sodnike, ker marca-aprila bo velika menjava, so predlagani Tamara Kek, Barbara Kresal in Marko Starman. Imamo kakšne misli ob teh napovedih oziroma imenovanjih? Videla sem, da je na desni predvsem s kandidatko za varuhinjo človekovih pravic, da so ne krožijo ravno simpatije. A res? Ker človek bi se mislil, ker Simona Drenik Res, ja, Bavdek, zaradi arbitraže. Jaz tega dela ne razumem. Zdaj, najprej full disclosure, ne, ker imamo vsake toliko povemo disclaimer. Jaz Simona Drenik Bavdek osebno poznam, tako da karkoli bom rekel, jemljete zdaj z zrnom ali pa karjolo soli, ne? Ampak svetovno nazorsko bi si mislil, da je ona tista, ki lahko dobi 60 in več glasov. No, se predlagal jo je pa Ernest Petrič. Predlagal je Ernest Petrič, ne, to je pa vezano ne samo na pač njegov milje, ampak tudi na dejstvo, da je Ernest Petrič, potem ko je ta afera z arbitražo oziroma z sodelovanjem med Simono kot agentko in našim sodnikom arbitražnim Sekolcem izbila ven, ko so jo Hrvati zvohali, ne, je bil Ernest Petrič tisti, ki je Simoni Drenik Bavdek skočil v hrbet zelo grdo. In jo je v bistvu pač nam rekel, da je glih vodil njeno javno eksekucijo, ne, ampak je bo pa zraven, je sveže držal. In to, da jo on zdaj predlaga na to mesto, jaz to razumem, morda se motim, kot neke vrste opravičilo, karkoli, kompenzacija, ne. Vsekakor je pa dejstvo, da je po mojem mnenju kandidatka izvrstna pravnica, da se pač razume področje in se mi sploh ne zdi slaba izbira. Evo. Bomo videli, ja. 60 glasov rabi v parlamentu, pa bomo videli, ali bo šlo to čez, ali ne bo. Antiša, ti kakšno misel ob tem? Ne konkretno samo za to mesto, tudi ostala. Ne. Se ti zdi, da so morda med kabinetoma predsednice države in predsednika vlade kakšni, ne vem, učinkovitejši dogovori, kot smo jih zadnje leto gledali? To bomo pa videli. Ni Čarčija. Mislim, ko bo prišlo do glasovanja, tudi ko bo prišlo do glasovanja v državnem zboru, bomo videli, kako je to. Veš, kaj bi zavajal, še eno mnenje bi me zanimalo, preden gremo na politbizarke. Začela se je valiti, no ne začela, ampak že nekaj mesecev je v funkciji, bi rekla, kampanje za nove volitve, ta narativa, kako se na levi stranke drobijo pred volitvami, na desni pa konsolidirajo. Pa se sprašujem, a se res toliko zelo drobijo, ker se mi zdi, da je to v funkciji, dajte, da ne bodo glasovi šli v prazno, pa bi spet lahko bili pri scenariju, pri katerem smo bili pred 4 leti, ki je potem ena stranka dobila takšen odstotek, da je se štela skupaj 41 poslanskih mandatov. Ker koliko pa se toliko zelo drobijo? Aljaž pa Antiša, imamo na recimo levo od sredine GS, SD, Levica, ki gre skupaj z Vesno, mi socialisti recimo, na desni pa SDS. Prebilič, ne? Prebiliča se pozabila. Prebilič, pa imamo pa na desni SDS, NSI, Logarjevi demokrati, Resnica, Lotričev Fokus, SLS, ki se vsi malo tako še tipajo, kaj bi sodelovali, pa ne bi, ampak približno enako, a ni? To so domneve v slovenske politične prostore, pa se je nekončno vedel, da je sam slovenska, ampak ta levo-liberalni pol načeloma velja za bolj dezorganiziranega, ne. A je bil vsej, Antiša vedno rad reče, ne, da se desnica pokolje med sabo, ki je v opoziciji, levica se pa pokolje med sabo, ki je na oblasti. Jaz sem prav povedal, Antiša. Ja. Tako nekako, ja. Ja, no, evo, zdaj pa lahko naprej prevzameš in nadaljuješ misel. Skratka, jaz ne vidim take drobitve, ker se mi zdi, da je ta narativa bolj v funkciji, dajmo to ven, zato da se bodo ljudje ustrašili, kaj bo šlo vse v prazno in da bi spet večje število, kot bi mogoče kdo želel, se skoncentrirali pri enem ali pa dveh, ki je potem požaril, ne vem, Šarčevo stranko, požaril Bratuškovo stranko, mogoče še kero po marcu, če bo šlo tako.
da so takšne ambicije verjetno ni skrivnost. Ambicije, Ambicije, da bi Mislim, bilo čim manj jih na levi, skratka, da bi se pod enim krilom, ne vem, GS-ja, ki je najmočnejši trenutno. ne nazadnje je bil neuspešni poskus, če nista bila celo dva od Vladimirja Prebiliča, da tukaj nagovori ostale stranke, da mogoče združijo moči, ne. Pod njegovim vodstvom, In ja. bi točno v tej smeri, ne, da dajmo stopiti skupaj. Ne. Zdaj, on je tam slikal Bava, ne, o čemer smo mi že večkrat povedali, da si ta deviza počasi izpela, ne, da bo treba nekaj več ponuditi. Ne. On še zmeraj očitno gradi na strahu pred ponovnim vzponom Janeza Janše. Ampak jaz trdno verjamem in sem prepričan, da za resen uspeh, ki bo trajal dlje časa in te tudi vpisal v zgodovino, da tako rečem, malce patetično, ne, bo treba si izmisliti nekaj nov. To je premalo. No, vsekakor, če se Vladimir... Strah pred Janezom Janšo je premalo. Predvsem pa tukaj ni R od razvojnega razmišljanja. Govoriš zdaj o Prebiliču ali o levo-liberalnem bloku nasploh? Govorim o vseh in v tem primeru Prebiliču. Ja, o vseh, ki gradijo na tem strahu, ki je lahko tudi razumljiv. Ni pa to razvojno razmišljanje. Mi rabimo razvoj, mi rabimo pogruntati, kako se bomo po cestah normalno vozili, po železnici, kako se bomo normalno vozili, mi rabimo odgovor na to, kako bomo konkurenčni, gospodarsko in tako naprej. Ne? S Prebiličem, z Janšo, s komerkoli že. Ne? Ja, no, ampak se mislim, da to ti tudi pač pove, oziroma je del odgovora na to, zakaj je Prebiličeva delnica pač šla v prosti pad. Ne? Poleg vseh teh nebuloz, ki so jih imeli, ne, v bistvu, zakaj gre vse tu, tudi zvato sem pa tako dalje. To je vse predstavljanje paketov v isti sobi. Efektivno se dejansko ne spremeni nič. Ne. In to, veš, to pogledno ima potem edini resen, niti ne odgovor, ne, ampak program tukaj je obstoječe koalicije, mi bomo še naprej delali to, kar delamo. Zdaj, je to dobro ali slabo, se bodo odločili volivci, ampak če ima kdo kaj za pokazati na levi strani, imajo te tri stranke. In posledično pa mislim, da tudi o tem smo že večkrat govorili, da bomo mi v resnici gledali ne scenarij 2022, ampak scenarij 2018, kjer bodo te tri ali pa mogoče 4 stranke, ki bodo potencialno oblikovali neko koalicijo, ne vemo, kako se bodo stvari pač razvile, ampak da bodo te razlike dosti manjše in da bodo tudi potem se če temu reče razmerja moči, ne glede na to, bodo v opoziciji ali v opoziciji, med njimi dosti bolj enako pravna, enako vredna, kar je lahko samo dobro. Glede na to, kako trenutno, pa smo še daleč, seveda, še od prvih nastopov, ko bodo premešali karte in tako, glede na to, kaj kažejo javnomnenjske raziskave ta moment, pa kako se stvari postavljajo, bolj, ko se števam, pa prištevam, pa odštevam, se mi ne zdi tako zelo nemogoče, da bi bili, ne vem, če prvič, ampak priča situaciji po volitvah, ki bi bila malo pad pozicija. Ante še danes že citiral leto 96. Ker ne bi tako jasno bilo, a veš, da bi sestavili, ok, vemo takoj, tole bo, zmeniti se bojo mogli, kaj si bojo razdelili. Da znamo čakati malo dlje kot običajno na novo vlado. Ampak lej, kje je marca ga rabiš? Dobro, gospoda. A lahko... Za vogalom, Nataša. Ja, res je. Kampanja je v resnici že konc, ne? Lej, taman za politbizarko. Pa smo pri delu LDGD-ja, ko glasujemo ali pa damo v obtok najbolj bizarne zadeve, ki so se zgodile v naši politiki v zadnjih tednih, od zadnjega snemanja. Zdaj v prejšnji rundi je zmagal Andraž Zorko s Kofetarico Prebilič, ja. Prva zmaga, celo mogoče po 2 letih. Andraž je zmagal, pol so pa za Kofetarico pa vlomljeni obveščevalci
in razmeroma daleč zadaj rjavec v galeriji in pomaranče na Antarktiki. No, gospoda, povejte, kaj sta zbrala za novo rundo. Aljaž, recimo. No, bom kar jaz, ja, če smo že pri, No, se daj. navezuje ta politbizarka na podaljševanje časa, ko ne bomo vedeli, kakšni so dejanski izidi volitev, ker to se mi zdi, da tudi podaljšuje čas, ko bodo izidi lahko, oziroma bojo poskusi delegitimizacije samega volilnega procesa, spodbijanja izidov, raznih pravnih in drugih mučk, podtikanj in podobnega sranja. Kajti v desni, kaj je to, medijski agitpropovski hemisferi, so se že začele rolati zgodbe o tem, da posebni volilni imenik, v katerega so vpisani volivci v tujini, da je to posebno orožje levice, ki omogoča skrajno levo vlado. Skratka, nekdo je šel pogledat na spletno stran Državne volilne komisije, videl besedo posebni volilni imenik, se zapodil v Excel z vso vnemo elektroinženirja v debati o cepivih in z manipulacijo številk ugotovil, da gre seveda za zaroto, ne? Tako da se že pripravlja teren za to, da se bo govorilo, da so volitve lažirane. In glede na to, da se s tem strinja tudi ne samo Janez Janša, ker on je diskvalificiran, ampak tudi ljudje v njegovi orbiti, mislim, da je pač ta teza o posebnem volilnem imeniku kot orožju skrajne levice vredna nominacija za bizarko. Lepa. Antiša? Ja, jaz bom pa posegel prejšnje leto, takrat se nam ta informacija pojavila, ampak se mi zdi vredna tega, da spomnimo na njo. Recimo človek diplomira na pravni fakulteti, pa recimo, da ga to naredi kar načeloma zaposljivega, ne? Potem ga splet okoliščin naplavi na mesto ministra in mislim, da to celo dvakrat, na 2 vladah, ne? In recimo, da to še večkrat bolj ga naredi zaposljivega, mu razširi neko mrežo znancev in tako naprej, ki jih lahko recimo, ko se ti ministrska funkcija izteka, pokličeš pa rečeš, lej, mogoče lahko kaj skupaj delava ali pa kaj podobnega, ne. Ampak to v Sloveniji ne drži, ne, kar dokazuje nekdanji minister in današnji podžupan Mestne občine Ljubljana, Boštjan Koritnik, za katerega se je izkazalo, ne, da je, ko se je njegovo ministrovanje v Janševi vladi, zadnji Janševi vladi, počasi iztekalo, pozor zdaj, je poklical oziroma pisal nikomur drugemu kot Rajku Hrvatiču, če mu lahko pomaga do kakšnega mesta, kakšnega člana uprave ali kaj podobnega, po možnosti v tujini, kjer na Balkanu in tako naprej. Torej, to se meni zdi tako, mislim, to je meni onkraj verjetnega bizarno, tako bom rekel, ne. Da greš z ministrskega mesta in pišeš Rajku Hrvatiču in ga prosiš, če ti lahko pomaga do kakšne sposobne službe, ker ne bi bilo treba preveč delati po možnosti. Tako da Boštjan Koritnik, nekdanji minister in današnji podžupan Mestne občine Ljubljana. Zrihti mi, a imaš kaj? Imaš kaj? A je Ti kaj? zdaj je spodobna A je kaj? plača, pa tako, da je malo kaj, da vodim. To ja, pa ja, tako. Ja, moja politbizarka je pa ta dramica okrog pisanja kolumne premierjeve soproge in predvsem v bistvu argumentacija. Zmagala. Argumentacija za kolumno. Zdaj, za tiste, ki ne veste, ne, Ona plus je priloga časopisne hiše Delo, v kateri je do nedavnega tudi odmevno kolumno pisala Ksenija Benedetti, ki pa je potem, ko je kolumno in odklenjeno objavila Tina Gaber Golob, je rekla, ne grem se več, navedla razloge. Zdaj jaz razumem njene argumente, če se pač z uredniško usmeritvijo ne moreš več poistovetiti, je odhod legitimna in čisto dostojna odločitev. Se mi zdi sicer
pretirana reakcija, ampak lej, njena odločitev. So me pa jako zabavali. V bistvu odgovor premierjeve soproge in odgovornega urednika na to. Zdaj, spodobno je zapisala odgovor Benedettijevi, ampak nadbizaren se mi zdi pa argument. Pišem, ker so me povabili, da se sliši glas moje generacije. Mislim, ne se zdaj bavati. No, govorimo o ženski, ki bo čez par mesecev stara 40 let. Ta generacija je all over po medijih, to ne govorimo o TikTok najstnici, ki bi ravno odkrila feminizem. Plus, Tina Gaber Golob je vse prej kot tipična predstavnica generacije zaradi svojega življenjskega sloga in položaja. Tako da Tina, generacijo moja, je moja bizarka. Tako, zdaj pa zadnjih 30. No, pa Kaj kar začni. priporočata? Prav. Jaz priporočam knjigo Marka Radmiloviča z naslovom Kekec 4. 2 koraka nazaj, slovenski mladinski pisatelj Josip Vandot je napisal 3 znamenite povesti o junaškem pastirčku Kekcu. 4. del, pa predvidevajo strokovnjaki, je na začetku 2. svetovne vojne se je Vandot zdaj znašel v Mariboru, ko so ga okupirali Nemci. Vandota so prepoznali za nevarnega, ga od tam izselili v Srbijo, medtem pa požgali njegovo obsežno knjižnico. Strokovnjaki predvidevajo, da so bili med požganimi deli tudi njegov še neobjavljeni in nedokončani 4. del o Kekcu. Zdaj pa Marko je kot gimnazijec v Mariboru pomagal starelima tetama, ki sta bili kot Vandot med vojno izseljeni v Srbijo. In med uno staro šaro je našel zvezek z naslovom Kekec 4. Ni bila to zdaj knjiga komplet, ampak v glavnem zapiski in opombe, pa sem pa tja kakšen odstavek, kot je pisal, precej nečitljivo in veliko uničenega. No in Marko Radmilovič se je odločil, da bo iz tega, kar je imel, napolnil in dopolnil praznine in do konca izpisal Kekčeve dogodivščine. Tako da Kekec 4 se res super bere, avtor Marko Radmilovič, knjiga pa je šla pri založbi Pivec. Izvoli, Antiša. Luštna zgodba, mimogrede, tudi pod svobodnim soncem menda obstaja neko neobjavljeno nadaljevanje. Ne vem, če veste. Nisem vedela. That's brand new information. Ja. No, jaz bom pa v bistvu na nek način nadaljeval razgovor, ki smo ga imeli v rednem delu tokratne epizode, in se bom retorično vprašal, oziroma vas bom retorično vprašal, a ste opazili, da se o Gibanju Svoboda tokrat skoraj nismo pogovarjali? Meni se zdi to zanimivo, no? Zato ker Gibanje Svoboda je v veliki meri, pravzaprav v največji možni meri, zaznamovala iztekajoči se mandat. In ne vem, a so večkrat v defenzivi ali še čakamo na njihov veliki vstop predvolilno kampanjo. Omenili smo sicer plakate, ampak tako v smislu movinga in shakinga pa ne prav zelo. Tako da čakamo že na naslednjo epizodo. Ok, Aljaž? Mojih zadnjih 30 je pa eno priporočilo, ki ga pač lahko ali pa ne upoštevate. V bistvu samo nekaj, kar sem jaz hotel deliti z vami, in sicer en Instagram račun nekega DJ-ja, ustvarjalca, glasbenika, Owen Cuts je ime akontu. Delim ga pa z vami zato, ker ima tak lušen feature vsak petek. Analizira, gre skratka za DJ elektronske glasbe, ampak on vsak petek analizira staro glasbo in ima tak dober intro, prav new music school, but have you heard old music? It's time for Old Music Friday. In potem vzame nek dober znan ali pa malo manj znan komad iz zadnjih 50 let in ga zanalizira do konca, in to na način, da človeku kar mal polepša dan. Link je v show notes. Boš poslal link? Ja, bom poslal link, seveda. Meni je super, vsakič sproti se ne smejim, ene 2-krat, 3-krat ga grem poslušati, in po mojem, da saj, če boste, da bo tudi vam podobno naredil, če ga boste dal vsaj priliko 1-krat ali pa 2-krat. Super predlogi. Hvala vama. Krasno.
V zapisnikih oziroma v zapisniku bo vse skupaj, priporočam pa tudi, da se naročite na zapisnik, ki ga piše Aljaž Pengobitanc. In Res je. je pri vas prvo sredo v mesecu, tekočega ste zamudili, ampak če se prijavite na info@metinalista.si, želim zapisnik, lahko dobite še čist svežo epizodo. Ne bomo pa tudi čist nič jezni, če se odločite, da investirate v Metino listo in ustvarjanje naših vsebin. Sicer pa res hvala za družbo v podcastu, pa kaj naj rečem, tako kot vedno na koncu, pa brez zamere. Ker smo bili krajši od 1 ure. Evo. Svašta, to gre v zgodovino.